Kaj pravzaprav najbolj pritegne Avstrijce v Slovenijo oziroma v Brdo? Prvo češnje, Da ne pustimo tle ven tudi kulinariko briško. neponovljiva pokrajina in še bi lahko našteval, ampak vse obiskovalci, ki pridejo v Brdih, enako začuti. Ni važno, odkot pride, ali pride iz Avstrije ali iz Italije ali iz drugih kontinentov, občutki so enake pri vseh ljudeh. Zmeraj je važno to, seveda, da pač ponujamo neke pristne stvari, ki so seveda značilne za naše kraje in mislim, da ljudje pač to iščejo danes. Vse vemo, delamo vsi na tem, da vzdihavamo rebulo. Poznajo pivci dovolj rebulo? Ja, nikoli jo ne poznajo dovolj, zato ker rebula vsako leto je drugačna. Klasične stvari, kot so dobro vino, pršut, šalam, sir, če je domače, je zmeraj ta prava stvar. Kako prepoznati v gostu, kaj si on želi oziroma s čim ga boste zadovoljili? Tle ni nekega posebnega recepta, po moje. Stvar je v tem, da so stvari dobre, prave, da so pristne, da smo mi pristni, pač taki kot smo, in to je po moje recept za uspeh. Vipavci želijo prepoznavnost utrditi tudi z novo celostno podobo. Prepoznavnost se gradi, ne? To ne rata čez noč. Pač v hiši, ki je padla odločitev za spremembo tako stila vina, kot tudi same podobe, ki je temu sledila, oziroma eno z drugim je prišlo hkrati na trg, ne? Zdaj opažamo, da nekateri mogoče se še malo iščejo, ker ne dobijo neke takoj povezave, Vipava prej, Vipava zdaj, tako da se še zmeraj dela na tem in se bo še delalo, ne? V prihodnosti lahko pričakujemo pri pridelavi grozdja številne novosti. Trsničarji pospešeno delajo na vzgoju novih sort, ki bodo odporne na bolezni vinske trte. S tem bo postalo vinogradništvo okolju veliko bolj prijazno. No, gre za več reči, gre za razbremenitev okolja, kot prvo, da manj škropimo. Drugo kot drugo, za razbremenitev naših denarnic. Jaz osebno menim, da je to korak, resničnostni korak k nekemu ekološkemu kmetovanju. Se bodo ta vina približala tem privajenim okusom ali bo potrebno vzgojiti tudi nove okuse? Sigurno bojo našemu telesu bolj prijazna in vsaj enako meri okusna tudi.